Poslušate nasvete na zelenem svetu, z nami je Miša Pušenjak, strokovnjakinja za zelenjadarstvo in okrasne rastline z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Miša, pozdravljeni. Pozdravljen. No, tema današnjega pogovora je analiza tal. Miša, nam zaupate, kako pravilno vzamemo vzorec za analizo tal? Ja, to je zelo pomemben del, ki se ga marsikdo ne zaveda. Namreč mi s približno pol kilograma zemlje pravzaprav da naredimo vzorec za kar lepo število ton zemlje, ki je pod našim vrtom. Zato moramo biti zelo natančni oziroma se nam ne sme muditi. Najprej, kar je zelo pomembno, da vzamemo vzorec, skratka, kakorkoli, ali zapičimo sondo, če si jo sposodimo v laboratoriju, ali pa vzamemo z lopato prav po celem vrtu, tudi tam, kjer kaj raste. To je zelo pomembno. Skratka, vsaj z 15 mest, nekje pravijo 15 do 20 mest, tudi na vrtu to enako velja. Izogibamo se roba, na vrtu to pomeni pol metra, na njivi pa to pomeni 1 meter. Enako velja na njivi, vsaj za 20 mest in to po celi njivi. Kolikor se le da cik-cak po celi njivi razporedimo od vzorca, to je prvo. Drugo, najbolj pravilno vzorec vedno vzamemo sicer z sondami. To so posebne sonde, običajno jih posojajo laboratoriji, kmetije jih bolj ali manj imajo svoje. Če pa te sonde nimamo, ker marsikateri laboratorij, slišim po Sloveniji, je ne posoja, potem to lahko naredimo z lopato. Ampak je treba tudi tukaj vedeti nekaj. Mi moramo vzeti vzorec enakomerno po globini in po širini, kar pomeni, da ne moramo tega vzeti s trikotno lopato, ampak je to dobro je, da je to štirikotna lopata. Če vzamemo s trikotno, vedno najprej naredimo tisti prvi zajem v zemljo in naredimo jamo, potem pa po robu te jame odvzamemo, tako da bo celoten vzorec zgoraj širok, recimo 2-3 cm, pa spodaj širok 2-3 cm, pa v širino isto velja. Če mi vzamemo trikotnik, zgoraj vzamemo dosti več kot spodaj. To je zelo pomembno, zato je štirikotna lopata boljša od trikotne. Globina vzorca je pa toliko, koliko mi zemljo obdelujemo, se pravi, koliko jo orjemo na njivah, oziroma koliko nekje s to našo lopato štihato zapičimo v tla, običajno rečemo tu nekje 25 na njivah, pa običajno 30 cm. Se pravi, kateri rezultati analize tal pa so pomembni? Vemo, da so to fosfor, kalij, organska snov, bi povedala midva še nekaj o tem. Ja, tako je. No, jaz sem še zdaj pozabila povedati, da vsakikrat, ko mi zapičimo tla, vzamemo en košček vzorca, potem pa ta vzorec dajemo v neko posodo in v tej posodi še vedno dobro premešamo. Premešamo zato, da spet ne bomo naredili napake pri vzorcu, damo v vrečko, nekje v laboratoriju potrebujejo približno 1 kilogram take mokre zemlje, pa pol kilograma zelo suhe, pa boljše se računamo nekje okrog kilogram zemlje. Na to plastično vrečko pač napišemo vse svoje podatke. Sicer nekje obstaja tudi na Ministrstvu za kmetijstvo eno navodilo, na strani Ministrstva za kmetijstvo eno navodilo o tem, ampak v glavnem rabijo ime, priimek, naslov, ime, seveda, če vzamemo več vzorcev, ime njive, pa verjetno še datum, ampak ta datum tudi ni tako zelo pomemben. Skratka, ja, osnovna ta analiza ali pa tista analiza, ki jo res priporočam prav vsakemu, tudi vrtičkarju, je vsebina rastlinam dostopnega fosforja, oziroma to niti ni rastlinam dostopnega, ampak fosfor je v tleh, kalija v tleh, organska snov je meni zelo pomembna, ker iz organske snovi se potem kasneje sproščajo tudi gnojila, hranila, tudi dušik med drugim in pa pH. pH je tudi ekstremno pomemben, ker vpliva na odvzem hranil rastline iz tal, na njivah tako ali tako, na vrtovih pa predvsem zato, ker ljudje zelo pogosto mislijo, da imajo pravka s kislimi tlemi, ampak če več let gnojimo z organsko snovjo, tla običajno niso kisla in je res dobro, da tudi ta pH poznamo. Večina analiz nam potem ob tej številki, ki je tam narejena, da tudi neko ali črko ali obrazložitev, ali je tale založenost s temi hranili srednja, dobra, primerna, previsoka. Nekateri žal tega ne dajo, zato je potem vedno dobro, da se pokliče še kakšnega strokovnjaka, ne vem, kmetijskega svetovalca ali koga, pa se z njim pogovori pravzaprav, kaj ti rezultati analize pomenijo. Jaz bi težko govorila o številkah, ker imajo laboratoriji nimajo tudi čisto enakih, popolnoma enakih analiz, zato številk na pamet ne bi. Edino pri pH-ju lahko povem, da je zaželjen pH za vrtnino nekje blizu 6 do 6,5. Vse, kar je pod 6, je že nekoliko nižje,
pešenih zemljah je še čisto sprejemljivo tudi 5,5, kar je pa na 6,5, pa moramo biti že zelo previdni, ker se nam bo hitro dvignilo nad 7, takrat pa so tudi nekatera zelo pomembna hranila, kot je recimo bor, kot je tudi kalij, rastlinam že slabše dostopna. Zato je tako zelo pomembno, ljudje pa se, nekaterim se kar zdi, da morajo apniti na vrtovi, letos zdaj, da so tudi kar veliko apna, če ne celo soli posipavali zaradi polžev, ne, in vse to potem lahko vpliva na to, kako bodo rastline prehranjene. Gre za to, da nepravilen pH ne zablokira sprejem vseh hranil v rastlino, ampak samo selektivno nekaterih, kar pa spet pomeni isto, kot če se nepravilno prehranjujemo, ne, za rastlino slabo. Pogovor z Mišo Pušenjak sem vodil Primož Brezovec. Miša, vaši nasveti so vedno koristni in uporabni. Hvala za današnji pogovor in lep pozdrav.